Ja, mislim, da so stvari presegle vsako mejo česarkoli normalnega. Zdaj, kot državljanke in državljani Republike Slovenije, o kateri lahko utemeljeno dvomimo, da je do naziva republika še upravičena, zadevamo zaradi nesramne, žaljive in lažnive kampanje predsednika vlade proti komisiji Evropskega parlamenta in zlasti proti nekaterim članicam in članom osebno, kar je ravnokar Jašo povedal. Vendar pa ob tem z vsakim pojmom mednarodne komunikacije in diplomacije s kreganim vpitjem ne smemo pozabiti na v nebo vpijoče do skrajnosti zavrženo blatenje profesorja Ljuba Bavcona. Domnevam, da danes med nami, ki smo tukaj zbrani, ni nikogar, ki bi zagovarjal kakršnokoli moraliziranje. Sam se nerad pogovarjam o morali. Toda, ko slišim za janšizem, se poudarjeno hočem pogovarjati o morali. Žalitve in neskončno sprevržene laži na račun pokojnega profesorja Bavcona, s katerimi so predsednik vlade in trenutno predsedujoči Evropske unije ter njegovi bevskajoči pudli preplavili medije madžarskih lastnikov in družbena omrežja, presegajo vse predstave o tem, kako daleč je vladajoča falanga zmožna iti. Ne gre samo za nepietetnost, gre za izraz popolne nemoralnosti, ki ilustrira vso pokvarjenost in brezobzirnost oblastniških drž sedanje nelegitimne garniture na čelu države. Pri tem je težko razložiti, zakaj je ravno profesor Bavcon, intelektualec, pravnik in znani zagovornik človekovih pravic, tarča tako zavržnega žaljenja, še zlasti po njegovi smrti. Odgovor je najbrž treba iskati o pojmovanju pomena prava in pravosodja v glavah vodje in članstva SDS-a. Profesor Bavcon je v mnogih svojih zapisih jasno zatrjeval, da je pravo svojo veliko pomembnostjo za varovanje mirnega sožitja v družbi samo del tega sožitja in da brez podpore v upoštevanju splošne morale ne more polno delovati. Vsi, ki smo ga kdaj srečali, se spomnimo njegove humane drže in jasno izražene morale. Morda je prav ta njegova moralna pokončnost za pogled omenjenih skrajno desnih akterjev moteča. Posmrtne žalitve profesorja Bavcona pa niso samo zavržno govorjenje, ampak so glede na politične visoke pozicije, s katerih so emitirane, naravnost resna zločinska dejanja. Čeprav se zdi, da gre za simbolne geste, gre glede na njihovo učinkovanje za nekaj podobno proslulega, kot je prekupčevanje z orožjem ali sprejemanje podkupnine ob neznanem času na neznanem kraju ali kot so ukazi policiji naj s prisilnimi sredstvi obračunava s protestniško množico. Še več, s tem, ko se kopičijo tako podla zmerjanja, izmišljotine in sprevračanja resnice na račun takšnega častnega človeka, kot je bil profesor Ljubo Bavcon, se ta nanašajo tudi na vse, ki pripoznavamo njegovo človeško, moralno in strokovno veličino. Posredno smo vsi mi, ki zavračamo sedanjo pokvarjeno vlado Ljubo Bavcon. No, dovolite mi, da na koncu še sporočim poziv mestnemu svetu občine Ljubljana in županu Zoranu Jankoviću, da čim prej razmislijo o poimenovanju ulice ali trga z imenom profesorja Ljuba Bavcona.